Torej, jaz vas prav prisrčno pozdravljam v imenu Narodne in univerzitetne knjižnice. K današnjemu srečanju nas vabi več spodbud. Seveda botrujeta k temu v prvi vrsti razstava Beseda Božja ostane na veke, tukaj je avtor Jonathan Winkler, dr. Jonathan Winkler, in pa leto reformacije, ki ga je proglasila Republika Slovenija. In ta doba reformacije je v zavesti slovenskega človeka zapisana kot začetek naše književnosti, ko sta Primož Trubar in kasneje Jurij Dalmatin, pa tudi ostali avtori seveda, z izjemnimi prevajalskimi in strokovnimi dosežki nasploh povzdignila govorico naših krajev v pisano besedo naraven, ki nas je kot narod, lahko rečemo, vzpostavila, ohranila in postavila ob bok ostalih bogatih evropskih kultur. Prva misel Slovenca ob besedi reformacija je torej vzpostavitev slovenskega knjižnega jezika. Toda zgodovinsko omembo, v glavnem povezano z našim jezikom, se splošno poznavanje protestantske misli v glavnem med Slovenci večinoma zaključi, a je pomembno za razumevanje tako takratne dobe in dogodkov pri nas, kot za razumevanje kulturnih fenomenov celotnega evropskega prostora ter mišljenja, v katerem so nato pod tem vplivom skligli mnogi filozofski razmisleki in pa umetniški izrazi. Nenazadnje je imela reformacija tudi zelo velik vpliv na izoblikovanje evropskih etičnih vrednot. In prav zato poteka več projektov, ki želijo približati dela slovenskih protestantskih piscev današnjemu človeku. Glede na množico dogodkov verjamemo, da imamo letos res priložnost, da nekako spoznamo glavna izhodišča, ki so potem vodila k reformaciji, se pravi glavne vzroke, ki so vodila v ta proces, in iz katerega potem izhaja tako mnogi pretresi, kot tudi nova podoba ne le Evrope, temveč celotne zahodne civilizacije, ki se je na vse zadnje dotaknila vseh koncev sveta. Skratka, letos imamo res priložnost, da se seznanimo s to mislijo. Ampak s tem pogovorom pa želimo osvetliti primer avtorja, ki je v okviru dediščine reformacije, podobno kot njegovi predhodniki pred pol tisočletja, bralce ponovno povabil k radikalni samorefleksiji in k izvornemu duhu evangelija. Govorimo o Karlu Barthu. Njegova dela so vtisnila močen pečat tudi v svetu filozofije in so primer prenove razumevanja interpretacije knjige knjig v današnjem sodobnem času. S tem z vso resnostjo jemlje Lutrov poziv k prenovi cerkve, kar lahko razumemo tako kot zgodovinski dogodek, ali lahko pa razumemo to tudi kot stalni trajajoči proces. Ne samo to, Karl Barth ni spregovoril le reformiranim kristjanom, temveč uživa visok ugled tudi med katoliki in neverujočimi. Jedro protestantske misli, to je samo beseda, samo vera, samo milost, zaživi pod peresom Karla Bartha v novi žlahtni razsežnosti. Spoštovani prisotni, z nami sta avtor razstave, dr. Jonathan Winkler. Ukvarjal se je predvsem z raziskovanjem kulturne zgodovine tam nekje od 16. do 19. stoletja in predvsem se je skoncentriral na srednjo Evropo. Njegova specialnost je pa še posebej so slovensko-češki odnosi, iz tega je tudi doktoriral. Študiral je na Karlovi univerzi v Pragi, pa tudi na filozofski fakulteti pri nas. In če imam prav spominjal, Jonathan, si dobil za svojo tezo Prešernovo nagrado. Ja, res. V redu. Med drugim, seveda je avtor številnih znanstvenih razprav, ampak v današnjem kontekstu bi še posebej mogoče poudaril, da je
glavni in odgovorni urednik zbranih del Primoža Trubarja. Na moji desni smo pa povabili Matjaža Črnivca, literarnega komparativista. Še posebej smo veseli, da je med nami zaradi tega, ker se je intenzivno ukvarjal s Karlom Barthom. Tukaj je Barthova knjiga Kratka razlaga pisma Rimljanom, za katero je Matjaž napisal uvod. Svojo strokovno pot je Matjaž začel nekje s standardnim prevodom svetopisemske družbe, se pravi slovenskega standardnega prevoda, kot predstavnik evangeljskih cerkva, je pa tudi avtor številnih teoloških razmislekov, ki jih pridno objavlja tako na internetu, kot v okviru recimo Kuda Logos. Napisal je pa tudi več spremnih besed, na primer, če poleg omenjenega Karla Bartha tudi recimo neštejem Hopkinsa, potem pri Salomonovih psalmih je sodeloval kot soprevajalec in kot pri uredništvu, pri Jenkinsu, Novi krščanski svet, je napisal spremno besedo. Je pa tudi, lahko ga pa navedemo tudi kot primer sodobnega protestantskega prevajalca Svetega pisma. Tukaj je primer prevoda Nove zaveze v sodobni slovenski jezik. Če začnemo kar s prvim vprašanjem, preden bi začeli s Karlom Barthom. Jonatan, a bi lahko poprosili, da bi mogoče osvetlil, v čem je bil tisti glavni miselni preskok pred 500 leti, kaj v miselnem svetu prinese reformacija tako izredno revolucionarnega? Ja, na eni strani prinese velike spreglede, prelome v teologiji, ne? Po drugi strani seveda prinese morda še večje spremembe v družbi, ki so neposredna posledica uveljavitve verjetno novoveške individualitete tudi v cerkvenih oziroma duhovnih rečeh. Zaradi tega, ker še pri reformatorju pred reformacijo, to se pravi pri Janu Husu, je vendarle bilo ključno vprašanje institucija same cerkve in kdo tja sodi. Zato recimo Hus začne svojo disputacijo o odpustkih ne na vprašanju, ali ti odpustki karkoli storijo človeku za odrešenje dobrega ali manj dobrega, ampak začne z vprašanjem, kdo sodi v cerkev in ali tisti, ki v cerkev sodijo, živijo tako, kot naj bi po evangeliju živeli. Disput je bil takrat namreč o vprašanju, ali je definicija cerkve vsi kristijani ali zgolj konzistori kardinalov rimske cerkve v Rimu, ki načeljuje sveti oče papež. O tem je bil takrat glavni prepir za časa Husa. Stoletje kasneje se zagotovo zgodi nek zelo radikalen, zelo pomemben prelom in sicer v ospredje stopita dva ključna sogovornika. In sicer eden, ki je vse vladar, ki vse ve, ki vse zmore, ljubi Gospod Bog, na drugi strani pa grešni človek. In samo ta dva imata dialog, brez vmesnih členov, interpretov in tako naprej. Od tod, iz tega temeljnega spregleda, da je vendarle to razmerje med ljubim Bogom in človekom tako poglavitno, da ni bolj pomembnega od tega, seveda potem izidejo tudi nekatere druge stvari. Namreč, če naj individuum vzpostavi kakršnokoli razmerje s komorkoli, se morata oba dva sporazumeti. Sporazumeti se morata v jeziku, ki je obema skupen. In sporazumeti se morata na način, da drug drugega razumeta. Ta kategorija razumevanja drug drugega
slovenski protestanti skozi, zlasti Trubar, številnokrat govori, zastopiti, zastopnost, zastopni človek, to pomeni na eni strani v resnici homo sapiens, razumni človek, ampak po drugi strani tudi človek, ki razume evangelij, ki zna prebrati svetopismo in ki razume ljubega Boga. Ne? Skratka, ta prelom je zelo, zelo pomemben in ima potem seveda tudi kar konkretne nasledke od cerkvene inštitucije, to se pravi od inštitucije, ki je bila na nek način tudi v srednjeveški likovni umetnosti simbolizirana z Jakobovo lestvico, ne, pride potem do duhovništva vseh. Ne? In tudi do neke druge delovanske logike, to se pravi do neke cerkve sodelovanja in tudi do občestva sodelovanja, kajti ta logika, ki je dolgo časa držala, zdaj morda v zadnjih 20 letih nekoliko manj, ampak prej, ki je tako dolgo držala skupaj Severno Evropo ali pa države, ki imajo kakorkoli afiliacijo do zgodovinske reformacije, je bila vendarle na eni strani odgovornost, ki je posledica evangeljske ljubezni. To je ena zelo, zelo pomembnih ljudi imamo radi, ker jih ima takisto Bog rad in zato se bomo trudili, da bomo prijazni do svojih ne samo članov družine, ampak tudi do članov četrtne skupnosti, mesta, se bomo držali recimo mestnih regul, če tudi nam to včasih ne paše in se bomo trudili delati dobro. To je nekaj, kar je recimo v enem delu Evrope se ustalilo skozi stoletja, seveda to ni bil takoj skok, ko Luther svoje velike spreglede daje na papir, ampak je očitno doslej kar dobro funkcioniralo. Zdaj morda nekoliko manj, ampak to je verjetno tudi vprašanje za kakšen drug pogovor. Ne? Kaj se pa zgodi z dojemanjem vsemogočnosti Boga? To je pa neka zelo zanimiva stvar, o kateri sem jaz bil nekajkrat, nekaj let sem to tuhtal, zaradi tega, ker sem mogel to razložiti zelo preprosto študentom. In tle imamo vsaj še enega univerzitetnega profesorja Debenjaka, ki ga lepo pozdravljam. On je imel tudi tak isto zadrego pojasnjevati in za študente je vedno tako, tam je treba vendarle dati neko jasno artikulacijo. Ne morete si privoščiti razpravljati oziroma razmišljati čisto tako kot po razpravah. Moje mišljenje je naslednje. Obrat, ki se zgodi s protestantizmom, je res prelomen, zaradi tega, ker Bog postane vsemogočen. Njegove volje namreč od Lutherovega spregleda, da zakramentalna in druga dejanja, ki bi jih človek opravil, ne štejejo nič, od tistega trenutka je Bog v resnici pantokrator, omnipotens, to se pravi tisti, ki njegove volje ni mogoče manipulirati z ničemer, ki milost nakloni, če se sam odloči, če sam hoče, ampak je tudi hkrati neskončno ljubezniv. Ne, to je potem nek balans, neko razmerje, ampak res je fascinantno, da, vsaj tako mislim, da postane z luteransko reformacijo Bog v resnici Bog v polnem in človek v resnici takšen, kot je bil tudi prej. Mislim pa, da se antropološko gledano umakne nek imaginarij Boga kot analogije srednjeveškega fevdalnega gospoda, ki je imel eno debelo knjigo za vsakega posamičnika takole pred sabo, pa je pa gledal, tle v črnem so dobra dela, tle v rdečem so pa grehi. In če se je to recimo poglihal ob smrti so bile vice, če je bilo črnih več kot rdečih, ste šli gor, če je bilo pa rdečih več, ste šli pa dol, ker nobena klimatska naprava ne pomaga več. Ne? In to permanentno. Tako da ta spregled, ko se v bistvu Bog in njegova zgolj milost vzpostavi na tak način, da se izmakne razumevanju neki analogiji srednjeveške družbene strukture, je po mojem verjetno še najbolj pomemben od vsega, zaradi tega, ker vse ostalo so odvodi, izpeljave od tega. Ne? Tako za ogrevanje smo povedali, kaj se prelomnega zgodi pred 500 leti, zdaj pa prihajamo na Karla Bartha. Matjaž, tebe bomo pa prosili, če nam poveš za začetek, seveda, kdo je Karl Barth in v čem je teologija Karla Bartha tako
drugačna od tradicij, ki so se uveljavile do njegovega časa? Karl Barth je švicarski teolog iz konca 19. pa začetka 20. stoletja, rodil se je 1886, umrl je 1968. V svojih zgodnjih letih, pač po teološkem študiju, je bil pastor v enem manjšem mestu v Švici, to je bilo še pred Prvo svetovno vojno, in seveda je bil vzgojen v duhu tako imenovane liberalne teologije, ki je v protestantizmu bila in je še zdaj delno zelo pomembna smer. In se pravi, Barth že takoj, Barth pomeni nek nov razvoj, novo fazo v razvoju protestantske misli. Pravzaprav že pomeni, lahko bi rekel, tudi reakcijo, nadgradnjo neke nove faze, ki je nastopila v protestantizmu 19. stoletja, predvsem s Schleiermacherjem, z njegovim filozofskim pristopom, tudi delno psihologizacijo izkustva Boga in tako naprej. In Schleiermacher je odprl to pot te liberalni teologiji. No, zdaj, Barth se je znašel s tem, recimo, s to izobrazbo, s tem pogledom na svet, na Boga, na človeka, ko je Evropo preplavila Prva svetovna vojna. In vsi njegovi dragi, spoštovani profesori so to vojno blagoslavljali na vse možne načine in jo podpirali z teološkimi argumenti. In seveda temu mlademu pridigarju se je svet pred njegovimi očmi sesul. Ker je videl, da cel ta teološki konstrukt je pelil v pač klavnico, kakršne človeštvo do takrat ni poznalo. In on sam je takrat doživel, bi rekel, globoko krizo in osebno in krizo vere. Rešil se je pa z nje z branjem Pavlovega pisma Rimljanom. Se pravi, tega najdaljšega pisma apostola Pavla, ki je v krščanski zgodovini že parkrat odigralo ključno vlogo pri Avguštinu, recimo pri njegovem sporu s Pelagijem in potem seveda pri Martinu Lutru v njegovem odkritju odrešenja samo po veri. No in Karl Barth bere pismo Rimljanom in v bistvu doživi eno globoko, kaj bi rekel, razsvetljenje, pogojno, ampak globoko spoznanje, da je temeljni problem, saj zdaj, če ga formuliramo v današnjem svetu, je razlika med vero in med religijo. In vera kot oseben odgovor na akt Božje besede in religija kot v bistvu tisto, s čimer si človek prisvaja Boga, oziroma če gremo nazaj na metaforo lestve, to je religija. Človek sam se poskuša dvigati k Bogu, človek sam se poskuša vzpostaviti pred Bogom, človek sam hoče Bogu pokazati svoje črne številke, da jih je več kot rdečih in tako naprej. Se pravi, vse to recimo bi bilo po Barthu religija. No in iz tega ven je prišla knjiga, komentar pisma Rimljanom, in to moramo zdaj biti pazljivi, to je prvi daljši komentar, to ni tekst, ki je preveden v slovenščino. Prva izdaja je šla 1918, potem takoj popravljena 1921 in ta izdaja je bila v bistvu teološka bomba v celotnem nemškem govornem področju in malo tudi širše, bila malo tudi potem v 30-ih prevedena v angleščino. In ta knjiga je nekaj posebnega. Je komentar k bibličnemu besedilu v bistvu, vendar je poln seveda tudi, lahko bi rekli, filozofije ali pa teologije, oziroma še drugače. To je branje, ki bralca naravnost napade. Zelo težko branje, izredno, mogoče najtežje sploh, kar jih poznam, ker je napisana tako, da te na vsakem koraku subvertira tebe kot bralca, subvertira tvoje predstave o Bogu, tvoje predstave o sebi, vsako tvojo gotovost ti ruši in te neprestano izpostavlja zdaj temu, kar on prav nemogoča možnost vere, ki je za Bartha, saj v tej fazi, pomeni v bistvu korak v prazno. Človek stopi tja, kamor njega ni, kamor sam ne vidi, ne ve, ne more, ker tam čez je pa seveda Bog, ki je povsem drugačen, od vsega, kar si človek predstavlja, zamišlja, kar človek dosega
In glavnem, ta tekst je seveda potem sprožil val in pozitivnih odzivov in val ogorčenja. Hmal so dali ime temu, ker je Barth spočel dialektična ali pa diastatična teologija. Ponudili so mu takoj mesto profesorja, mislim, da v Göttingenu, pa potem v Bonnu. No, potem pa, hmalo zatem seveda se je pa zgodil vzpon Hitlerja na oblast in tam se je pa Barth znašel v tem vrtincu tudi teh, kaj bi rekel, socialnih vprašanj, ki se je odprl in Barth je bil skupaj z Bonhoefferjem in nekaterimi drugimi je bil voditelj, idejni voditelj izpovedujoče cerkve, Bekennende Kirche. To je tisti del nemškega protestantizma, ki se je Hitlerju izrecno in javno uprl in šel v ilegalo. Zdaj, za Bartha kot Švicarja je to pomenilo, da so ga zelo kmalu potem izgnali, tako da je potem od 1935 naprej živel v Švici do smrti. Za Bonhoefferja pa vemo, kako se je stvar odvijala. Deloval je v ilegali in na koncu par tednov pred koncem vojne so ga nacisti ubili. No, glavno, v tem času, v 30-ih je pa Barth začel s svojim glavnim delom, ki se imenuje Cerkvena dogmatika in to je ogromen korpus tekstov, ne vem, skupaj mogoče blizu 10.000 strani in je nedokončan. In sam je na koncu tako dosti ironično rekel, ja, saj vsak babilonski stolp se mora podreti in tudi to mora ostati nedokončano, je že prav, da je tako. Gre pa v glavnem za izredno široko teološko sintezo, lahko bi kar rekel za neko posebno kristocentrično kozmologijo. Ne samo teologijo, ne samo antropologijo, ampak kar kozmologijo, vizijo celotnega vesolja, ki je na nek zelo paradoksen in tudi seveda izzivalen način osrediščena ne okrog ene ideje ali pa ne okrog enega principa, ampak okrog Kristusa. Okrog tega čudnega, strašnega dogodka, velikonočnega, kjer je Bog križan in potem vstajenje od mrtvih, ki je spet čudež, ki mu ne moremo Bog postaviti ničesar v človeškem svetu, ker nimamo nobene paralele sploh za kaj takega, se pravi za življenje, ki živi in ki nima konca. V glavnem, okrog tega je Barth zgradil celoten teološki sistem, se pravi taka res široka vizija sveta in znotraj tega seveda človeka in odnosa med Bogom in človekom. In to je pisal praktično do smrti, no, malo pred smrtjo je sam videl, da ne bo dokončal in je tako, kot sem rekel, ironično zaključil zadevo. Je pa bil tudi sicer, se odzival na razna socialna vprašanja, poleg teoloških, no, ne samo to v zvezi z nacizmom, tudi v zvezi s komunizmom, je imel svoje ideje, kjer ga ni tako ostro kritiziral kot nacizem. In potem je razmišljal o krščanski, tudi recimo aktivnosti v državi in tako naprej, vse tem lahko več povemo. Zdaj bi se mogoče malo odzval na to idejo o božji vsemogočnosti, ki smo jo omenili. In pa odnos Bog-človek. Tukaj prvič, jaz bi z samim izrazom vsemogočnost bi bil jaz previden, ker ima lahko problematične filozofske konotacije, ampak gotovo je nekaj, da se je pri Lutru sprožilo nekaj v to smer, kjer bi lahko rekli mogoče božje suverenosti ali pa božje absolutnosti, se pravi te čiste svobode Boga. In nedvomno je Barth prav na tej liniji nekdo, ki je to mogoče še zaostril in še radikaliziral. Namreč pri njemu je Bog svoboden celo glede samega sebe. Barth ima eno od teh spet škandalozno provokativnih formulacij, kjer pravi, da Bog samega sebe svobodno izvoli, da bo ljubeč Bog v Jezusu Kristusu in to pred stvarjenjem sveta. Pred čemarkoli Bog sam sebe svobodno zbere, kakšen Bog bo. Bog je svoboden celo v odnosu do svoje narave v nekem smislu. Ta božja svoboda predhodi sami božji naravi, če tako rečemo. Ta izvolitev radikalna. In to je zdaj, se pravi, to je zdaj na tej strani. Tukaj je zdaj
ta absolutno svoboden, absolutno neujemljiv Bog, ki pa seveda govori človeku. No in zdaj Božja beseda, ne, zdaj tema celotne razstave, znotraj katere se pravzaprav pogovarjamo, je Božja beseda in Barth je par excellence teolog Božje besede. Njegova recimo cerkvena dogmatika pravzaprav se začne, ta prvi zvezek ima 500 strani, je metodološki uvod, kjer je pravzaprav teologija Božje besede. In gre za izredno, se mi zdi, prodorno in tudi dosledno izpeljano teologijo tega, kako Bog skozi besedo vstopa v človeka, in ta beseda ima pri Barthu 3 oblike. Prva je v bistvu Božja beseda sama v sebi. Bog, ki samega sebe suvereno, svobodno razodeva in govori. S tem, ko govori, bi mogoče lahko rekli, Bog izstopa ven samega iz sebe, ampak še zmeri sebe daje. Prav skozi besedo, skozi ta akt, čisti akt Božjega govorjenja. To besedo recimo lahko vidimo v svetompisenskem poročilo o stvarjenju, kjer Bog reče in stvari iz nič nastaja. Se pravi, tukaj je ta zdaj Božja beseda v tej čisti obliki. Ne. No, potem Barth gre naprej in prav ima ta beseda tudi drugo obliko, in to je Sveto pismo. Kot zapisana Božja beseda, ki je s to prvo v takem, kaj bi rekel, dialektičnem odnosu, ne, to ni seveda čista Božja beseda sama po sebi. To je človeška beseda, zapisana, natisnjena v knjigi, zapisana na papirus, pa vendar gre za pričevanje in celo za avtoritativno pričevanje o tej prvi besedi. In še več, seveda, ko cerkev bere, ali pa ko človek z vero bere to besedo, se dejansko Božja beseda zgodi. Se pravi, se ta akt ponovno dogaja, ampak spet ne po nobeni nujnosti, ampak iz te čiste Božje milostne svobode. Se pravi, gre za ta čudež Božjega samoodpiranja se nadaljuje. Potem je pa še tretja oblika, in to je pa proklamacija, razglas, kerigma, pridigat Božje besede v cerkvi, ki spet je pa dvojno vezana. Po eni strani je vezana seveda na zapisano besedo v Svetem pismu, po drugi strani je pa seveda sama pridiga vedno storjena z zanašanjem ali pa z gledanjem na tisto prvo Božjo besedo, namreč in tudi z upanjem, da bo Bog sam govoril. In spet Barth pravi, tudi pridiga po Božji milosti dejansko aktualno postane Božja beseda. Zdaj, kar je tipično mogoče, kar moramo omeniti, je ta koncept, da Božja beseda je pri Barthu nekaj dinamičnega, je v bistvu akt, je nekaj živega, delujočega, ni nekaj, kar se da fiksirati, in seveda ni nekaj, kar bi si kdo lahko tako ali drugače prisvojil. Ne. Ta beseda je zaupana cerkvi, ampak ne v smislu, da je cerkev nad to besedo, pač pa da je služabnica te besede, tako kot, ne vem, že preroki v stari zavezi in apostoli v novi zavezi, recimo, to bi bil glavni vzorc. No, zdaj pa o človeku še malo pri Barthu. Ja, zdaj, kot sem že omenil, recimo pri tem, vsaj pri začetnem Barthu, ne, gre za silovit napad in silovito kritiko vsega, kar je človeško. Ne. To je bistvo te prve Barthove knjige, kjer dejansko, vidi, da temeljni problem človeka je ta človeška samopostavitev, samo vzpostavitev, samo poveličevanje, človeška gotovost, in potem znotraj te človeške sfere, ki jo tako izrazito napada, pa razkrije pravzaprav, da najbolj problematična je pa sfera človeške religioznosti. Ker ravno tam človek nekako povzame, da dosega Boga in da je tako rekoč, ne samo da ga dosega, da si ga tudi začne lastiti, ne, z raznimi prvinami, z raznimi elementi Božjega razodetja, naj bo to ali beseda, ali so zakramenti, ali karkoli od tega, človek napačno povzame, da zdaj to Božje svobodno razodevanje, kjer se Bog ravno vzpostavlja kot ta Bog, ta absolutni, suvereni Bog, človek to pervertira v to, da se prilasti to, kar je Božje, in tam se seveda zgodi tisto najhujše. Tukaj se zgodi najhujša perverzija, najhujša padlost človeštva je prav v religiji. No, in to je zanimivo pri Barthu, zato on postavi vero kot
človekov poslušen, zaupen odziv na to Božjo besedo, besedo svobodnega Boga, ki se svobodno razodeva. To je vera in na drugi strani je temu prav nasprotna pa religija, ki to Božjo svobodo, ki seveda je v sebi nosi tudi potencial človekove svobode, no, v religiji se pa ta svoboda v bistvu spremeni v ujetništvo, v suženjstvo in Božja beseda rata ujeta in zaklenjena in dejansko se zgodi perverzija in kompletno, tako kot piše v Svetem pismu, zaradi vas se moje ime preklinja med pogani, tako pravi Bog v pismu Rimljanom. In to Pavel takrat Judom učita, ampak gre za ta problem. Zaradi tega potem ljudje, ki ne verujejo, vidijo v cerkvi nekaj groznega in se Božje ime sramoti. Namesto da bi Bog lahko prišel do ljudi, je potem religija tista, ki ljudem dejansko brani dostop do Boga. Se pravi, se zgodi točno nasprotno. To so recimo glavne črte Barthove teologije, to sem jih zdaj zelo tako na hitro preletel, ampak po mojem zdaj lahko malo... Hvala lepa, Matjaž. Poslušalo se je kot ena napeta kriminalka. Ti imaš nek odziv, pol bi ti pa jaz še eno vprašanje rad postavil. Seveda. Namreč, ko gledamo ta Barthov tekstni opus, je vendarle treba pogledati, v kakšno kulturno-zgodovinsko situacijo je on prišel in kakšna je bila tudi pozicija evangeličanskih cerkva, recimo v nemškem prostoru takrat. Namreč, pred prvo svetovno vojno so bili ljudje bolj verniki, tudi na protestantski strani, bolj verniki kot ljubega Boga, kontinuiranega mita o napredku, ki so ga tudi utemeljili filozofi nemške klasične šole 19. stoletja, o tem bi profesor Debenjak lahko kaj več povedal, ker se je z njimi celo življenje temeljito ukvarjal. In ljudje takratnega časa so bili preprosto prepričani, da vsak korak oziroma vsak dan na koledarju, vse veste, kakšne koledarje so imeli takrat, ali une, ki so se obračali, ali pa une, ki so se trgali proč. Skratka, vsak zasuk na koledarju pomeni en majčken korak naprej v neskončnem človekovem samoizpopolnjevanju, kjer so bolj ali manj ugotavljali, da jim krepko pomaga tehnološki napredek in da Božja vsemogočnost, kakorkoli že se izrazimo, ni prav zelo prezentna in morda tudi potrebna. Nato pa pride prva svetovna vojna, ki pa to na najbolj brutalen, radikalen način ovrže, ker jim pokaže, da je ves ta njihov silen napredek meščanske kulture 19. stoletja rezultiral v popolni uničenosti, sesutju vsega, kar je lezlo in šlo. To vrstno, ta zelo lepa tekstna, celo umetniška artikulacija tega, o čemer govorim, se najde v spominih nekega Juda, in sicer Štefana Cvajga. V knjigi Der Welt von Gestern je treba prebrati recimo prvo polovico, da vidite, do kako radikalnega preloma je šlo. In potem on pripoveduje, kako so po prvi svetovni vojni v bistvu se ljudje niso znali sestaviti skupaj od šoka, ki se jim zgodi. Zdaj, druga stvar, ki jo treba k temu dodati, je, da zgodovinsko gledano vendarle je tudi se od 16. stoletja pa do Karla Bartha z protestantsko teološko mislijo in kajpak predvsem institucijo zgodilo točno to, kar se z institucijami rado zgodi. Pač se v nekih utečenih kolesnicah teče in bolj ali manj okosteni. Kajti treba je poudariti, da so imeli pravzaprav po Lutru protestanti samo dve veliki prelomnici, in sicer pietizem v nekem času in pa seveda v 19. stoletju v obdobju romantike tisto, ko je bilo pa treba vzpostaviti dialog oziroma nek odnos do takrat do filozofije. Recimo, Imeli so potem seveda zadrego Straussom pa s kakšnimi takimi, ki so radikalno kritizirali samo Sveto pismo, sploh tehtnost Svetega pisma in tako naprej, ampak pravzaprav razen teh dveh velikih prelomov niso imeli nič. Zato se je kaj zgodilo?
inštitucija cerkve je bila preprosto malo trda, malo rigidna. In v ta prostor pride potem prva svetovna vojna, ki reči razstreli, in pa potem Karl Barth, ki pa skuša narediti pa neko novo sintezo. Jaz sam Bartha berem kot človeka, ki skuša utemeljiti vero ljubega Boga na eni strani in človeka onstran, ampak res onstran institucije. Institucijo šteje vendarle za nekaj efemernega vizavi in Bogu in človeku. Ne? Lahko še eno vprašanje Jonatanu? Da bi se malo odzval še malo. Ja, izvoli, ja. To je zdaj zanimivo. Najprej zelo hvala za tole dopolnilo, ker dejansko gre pri Barthu, gre za polemiko z razsvetljenskim konceptom. In to je ta dediščina, ki se je v liberalni teologiji, seveda liberalna teologija je poskus neke sinteze, ampak recimo razsvetljenske in filozofije in pogleda na svet in krščanske teologije. Medtem, seveda pri Barthu, ki pa je opazoval recimo polom te zadeve v prvi svetovni vojni, je pa nujno moral poseči po samih koreninah tega. In on je odkril, da je ta spoj v osnovi, da je zgrešena. No in ravno zaradi tega je zanimivo, da so nekateri sodobnejši filozofi odkrili, da je Barth v teološkem smislu pravzaprav vzporednica postmodernih filozofov. Recimo, obstajajo študije, ki delajo paralelo med Barthovo teologijo in med Derridajevo filozofijo. Ravno zaradi tega, ker je Barth lansiral napad na tako imenovano moderno misel, ki korenini v tem razsvetljenskem, te veri v napredek, recimo, temu emancipiranemu, močnemu človeku, ki je nenazadnje potem doživel tudi še naprej svoje učlovečenja in po mojem in na eni strani in v komunizmu in na drugi strani v nacizmu in na tretji strani v fašizmu. To so vse te ničejanske oblike tega skrajnega človeškega napredka, človeške moči. Medtem ko recimo postmodernizem je celo to pripoved začel subvertirati. No in Barth je pa seveda na zelo originalen svoj teološki način pa subvertiral že prej. Zdaj glede inštitucije, tukaj moramo biti previdni po mojem. Sploh, ko bereš cerkveno dogmatiko, cerkvena dogmatika je napisana za cerkev. To je orodje za cerkev, zelo praktično orodje, tako si ga je saj Barth predstavljal. Ampak to ne bi bilo zelo praktično orodje za pastorje, za pridigarje, za voditelje in za kristjane, kako misliti, kako delovati v tem postmodernem svetu, v tem svetu, kjer se je ta cela lepa paradigma tega človeškega sveta podrla. Tako da Barth seveda je recimo v cerkveni dogmatiki zelo jasno omejuje cerkev in ljubosumno brani Božje razodetje pred tem, da bi si ga cerkev kakorkoli prilaščala. To je gotovo. Samo po drugi strani je pa ravno v tem pa cerkev tudi osvobodi zato, ker je in v tej njegovi misli ima cerkev pomembno vlogo. Ravno v tej svobodni, razlaščeni obliki cerkev dejansko zaživi kot tista, ki nenazadnje posreduje Božjo besedo in je torej pomemben, dragocen, vesel element v tej veliki Božji zgodbi, ki je ta svobodni Bog svobodno se stopa k človeku in ga osvobaja. Hvala lepa, Matjaž, za tvoj odziv. Jonatan, vendarle si ne moram kaj, da ne bi te vprašal kot poznavalca Trubarja. Trubar je bil večkrat izviran in ni zgolj prevajal in prepisoval Lutra. In v svojem katekizmu leta 1550, za razliko od Lutra, začne s stvarjenjem. In tukaj se nam ponuja neka misel, ki nas vabi, da naredimo eno usporednico s Karlom Barthom, neko izpeljavo, katero nakaže in predlaga Oskar Zakravski.
Bi nam lahko mogoče o tem kaj povedal? Predvsem Trubarja bom komentiral, namreč nič novega zdaj ne bomo povedali, kajti s tem se je pred leti precej sistematično ukvarjal profesor Reichmann, je celo en del ene svoje knjige temu namenu, in sicer je ugotovil, da se Luther oziroma Trubar pravzaprav v vseh katekizmih za razliko od Lutra, kjer je v fokusu, v žarišču, v štartu nek v osnovi precej abstrakten dekalog, ki ga je treba hermenevtično precej dobro obdelati, da ljudje, ki naj bi ga razumeli, vedo sploh, kaj s tistimi 10 zapovedi početi v praktičnem življenju ali pa in abstrakto. Ne? No, za razliko od tega, torej Luther se srečuje na eni strani z Bogom prek dekaloga, Trubar pa se srečuje preko stvarjenja človeka. Tako je tudi naš katekizem strukturno drugačen od Lutrovega. Je, kot se zdi, bližje württemberški teologiji z Johannesom Brencem, v ospredje v resnici stopi človek kot bitje, o katerem Trubar ves čas poudarja, da je Anbild Boga, to se pravi Božja podoba. V začetku katekizma seveda Trubar razlaga prvo Mojzesovo knjigo oziroma Genezo, prvo, drugo in tretje poglavje in je to pogledno ključno, da je, oziroma Trubar razume stvarjenje človeka kot tisto božje dejanje, ki napravi mejnik, ki ni nič bolj nič drugega ni pomembnejšega ob dejstvu, da je človek nekaj, kar odseva, kar je to se pravi imago Dei, oziroma božja podoba, kar pomeni, da se ves čas v njem reflektira nekaj, kar je inherentno božjega. Ne? In to skozi potem poudarja in potem svede, on pravzaprav nekatere stvari evidentno zaradi razumljivosti, tudi zaradi žanrske, zaradi tega, kako je katekizem funkcioniral, vendarle je bil mali katekizem Gebrauchs literatura, oziroma je bila uporabna literatura za vernika takratnega časa. Ne? Naj na tem trenutku naredim en medklic, pa prijazno pozdravim med nami magistra Leona Novaka iz Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji. Lepo pozdravljeni, gospod magister. Upam, da se boste naši diskusiji priložili tudi kot seveda kompetenten teolog Evangeličanske cerkve, ki je, če sem prav poučen, študiral na nemškem, kaj ne da. Tako, to se pravi, da ne bom predolg in da ne bom preutrujal ljudi, pač ključna stvar, ki jo Trubar izpelje iz te božje podobe, je človekova možnost za razumevanje, ta njegova zastopnost. In okrog tega se vse vrti. Iz tega potem tudi na ravni kateheze izpelje zelo konkretne implikacije. Na eni strani morajo za to, da bi ta zastopnost lahko živela, to se pravi, da bi Bog stopil v občestvo. S človekom morajo ljudje znati brati. Tisti, ki še ne znajo brati, jim da neposreden didaktični napotek, kako naj branje spremljajo. Da morajo biti pozorni, v neki pasaži celo piše, da ne smejo zehati, takrat, ko se jim bere, in pa, da ne sprejemajo samo prozne besede božje, ki se jim ali govori, ali bere, ali kakorkoli drugače, ampak da morajo znati sprejemati tudi peto božjo besedo. Ta je bila za Trubarja enakovredna govorjeni prozni božji besedi in to pogledno je bila ena zelo pomembna stvar. Na eni strani Trubar uči tako recipienta, to se pravi vernika, kako naj na eni strani ali posluša ali poje, na drugi strani pa uči pevca, kako naj. Ma prav dobesedno v enih psalmih, tem celem katehizmu, ki je v bistvu prvi Trubarjev kancional, ki ga je Trubar sam aprobiral, pravi za pevce, ko pojete, pridajte k temu svoje srce in razum, in ne tulite, ne blejajte brez pameti, pa potem tako naprej. Se tam je bila potem invektiva, ki se je nanašala na neko bogoslužno prakso takrat
katoliške cerkve, in sicer na ritualno petje psalmov pri oltarjih, kamor je bil pričlenjen beneficij. On tam pravi, ne tulite kot ti farji, ta latinski psalter, samo za voljo trebuha, ampak ta del ni toliko pomemben kot ta prvi. To se pravi, treba je razumeti, kaj boješ, potem to tudi jasno izreči, kaj ti šele tako se lahko Božja beseda utelesi in bo Bog v resnici stopil v občestvo s človekom oziroma, kot pravi svetopismo, z njim obedoval metaforično. Ne? Jonatan, hvala lepa. No, sem si kar mislil. Ja, ne, zelo lepo. Iz tele Trubarjeve predstavitve lahko, zdaj, kje je Zakravski videl povezavo z Bartom tukaj, ne? Luther, kot smo slišali, začel s postavo, potem je pa prišel do evangelija. Medtem, ko Trubar pa v bistvu začne s stvarjenjem, padcem in konča tisti pasus s protoevangelijem. Se pravi, to je ta prvi člen katekizma, v bistvu se začne z milostjo. Pol pride postava, poznej, in potem evangelij, ampak Trubar obrne vrstni red in to je dejansko lahko podobno rečemo za teologijo Karla Barta, kjer pravi, da je Bog sebe izvolil kot milostnega Boga že pred stvarjenjem sveta. Se pravi, čisti temelj vsega, kar obstaja, vsega vesolja, je ta Božja milost na samo izvolitev, ne? Ta svoboda Božje milosti, ki potem odreja vse. Ne? Celo samo stvarjenje človeka po Bartu je v tem smislu, da je Bog je že od začetka, še pred stvarjenjem, iz sebe izvolil na tak način in kot posledica tega je potem tudi človeka ustvaril tako, da se je lahko učlovečil v Jezusu Kristusu v nekem zgodovinskem trenutku. Se pravi, človek je že od začetka v bistvu odraz, se pravi, še pred stvarjenjem je človek že tam kot odraz te Božje milosti, kot posoda te Božje milosti in ljubezni in svobode. A ne? In tukaj je povezava, tukaj je ta zanimiva povezava, ki jo Zakravski naredi med Trubarjem in med Bartom. Še en medklic, ki bo samo stranski, recimo, doslej se je pri Trubarju poudarjalo oziroma se je preiskovalo recimo njegovo eno dolgo predgovor. Vemo, da je cela študija znanstvena temu posvečena in tako naprej. To, da so kakšne druge stvari, recimo ta, o kateri danes razpravljamo, ali pa njegovo popolnoma izvirno, v nekem trenutku, popolnoma izvirno razumevanje Gospodove večerje, kjer je bil on zelo, zelo samostojen in tudi zelo odločen. Ker takrat, ko je bil recimo v Rotenburgu, je imel zadrego. Na eni strani so se prav v njegovem mestu razpirali ljudje, kaj se zdaj pri Gospodovi večerji zgodi. Je Bog prisoten, materialno ni prisoten, kaj je. On je vzpostavil neko popolnoma svojo pozicijo, ki je celo nekoliko mistična, oziroma ni, najbolj globoko antropološka je, zato ker je odrekel človeku možnost, da bi svojimi kognitivnimi zmožnostmi zapopadil tisto, kar se takrat zgodi. In je rekel, je pač skrivnost. Kaj pomaga, dobesedno bom tam zdaj malo prav besedu, citat se ga najdete v Trubarjevih pismih, najdete ta citat, pravi, kaj pomaga prepir o tem, ali je prisoten ali ni, je pač skrivnost. In tudi nima, on je bil takrat, se tudi neka njegova mentalna drža, ki ves čas prihaja do izraza, kaže, skratka povezati stvari, ki kažejo na prvi pogled vsaka k sebi, ker so se kregali, ali je cvinglijanski, ali je luteranski, katero linija bo. Ne? On je pač vzpostavil neko, ki je pa zelo utemeljena in se kaže recimo z neke časovne distance se kaže kot izjemno inteligentna. On je pravzaprav v tem, kaj je rekel, da je skrivnost, je pač pripoznal, da ljudje na vse pa vendarle tudi ne sežemo in da malo krotkosti oziroma tovrstne ponižnosti je ne samo umestne, ampak nujne. Hvala lepa, Jonatan. Matjaž, jaz bi te pa še vprašal, potem bi predlagal, da ponudimo besedo tudi spoštovanim navzočim. Do zdaj smo poslušali vajne zanimive misli glede krščanskega razumevanja in to, recimo, to branje
To se bere pravzaprav kot eno zanimivo branje za že prepričane. Ne? Jaz bi ti pa postavil vprašanje, kaj pa da Barth, kako spregovori neverujočim? Zakaj je tako spoštovanje, tak visok ugled si dobil tudi med tem krogom ljudi? Ja, tukaj bi zdaj lahko rekli več stvari. Za začetek morda to, kar sem omenil v zvezi s Barthovim postmodernizmom, ki je bil pred časom. Ne. Barth je pisal vsaj 40, če ne 50 let pred Derridajem. Se pravi, v tem smislu je čist duhovno zgodovinsko, no, je s to kritiko modernega konstrukta sveta je Barth pač obče človeško ali pa za zahodno civilizacijo pomemben. No. Ampak bolj kot to, bi pa rekel to, kar sem seveda tudi že nakazal prej, ne, kje bi po mojem bil lahko Barth zanimiv za ljudi, ki niso verujoči. Ja, prav v tej svoji kritiki religije, ki je v nekem smislu še ostrejša kot kjerakoli ateistična kritika, ker jo usmeri kompletno, fundamentalno, ontološko. Ne. Tukaj se mi zdi, recimo, je ena od pomembnih stvari, ki jo Barth prinese, ne, ki prinese v bistvu zelo lucidno, zelo premišljeno in argumentirano kritiko problema religije, problema tega, da si človek prisvaja božanske stvari in vsega, to je tudi sodoben problem, ne, se vidimo v sodobni družbi problem religioznega fanatizma in tako naprej, to je današnji problem in to vse seveda se da zelo lepo analizirati z Barthovim inštrumentarijem. Ne. Tukaj je Barth, recimo to dvoje bi izpostavil kot glavno stvar. In še ena, če gledaš njegov tekst generalno, ne, je pravzaprav nekaj takega, kot srečaš eno pasažo v Brahmsovem nemškem rekviju. Nimamo tukaj trajnega prebivališča, oziroma nikar ne mislite, da je tisto, kar čutite trdno pod nogami, v resnici trdno. Ne glede na to, ste verni ali niste verni. Tudi če ste sekularni, ste v osnovi na nek način najbolj globoko prepričani, da Boga ni. Torej morate verjeti, da ga ni. Kakorkoli vzamete obrat, vendarle. Ne? In zdaj to branje te njegove knjige, ali pa recimo poslušanje Johannesa Brahmsa nemškega rekvijema, enega dela, na katerega sem dal ta citat, vendarle človeka spominja, da prav tako zelo hraber pri svojih trditvah, pa tako zelo prepričan, pa tudi ne more biti, ker ni prav gotovo. Ja, hvala. No, saj to bi morda lahko še dodali. Barth zelo jasno pravzaprav izenači verujoče pa neverujoče ljudi v njihovem, kaj bi rekel, ontološkem statusu. Oboji so pod Božjo sodbo. In recimo, meni je zelo zanimiv ta njegov koncept človeške enakosti. Ne. Meni je fenomenalno dober. Ne. Prav, ja, je ena teološka osnova, da smo si ljudje res enaki, ne, in to je greh. Ne. Vsi ljudje smo grešniki in zato smo dejansko vsi bratje in sestre, ker vsi vemo, kaj je to grešiti. Vsi smo v tem. Ne. To recimo je zelo, to je taka, vsaj meni se zdi zelo taka zanimiva vizija, no, ker tukaj on podre neko to delitev, verni, neverni, tisti znotraj, tisti zunaj. Lahko še en stavek o tem, kako pa Barth sploh definira greh, kako ga različi? Greh je, seveda, je ta, recimo, čist biblično greh. Amartija, zgrešitev cilja. Umankanje Boga, zgrešitev Boga. Greh je tisto, kar človek zgubi to skupnost z Bogom, zaradi tega, ker ima človek v sebi neke tendence, ki ga vlečejo na vse druge smeri, ne pa k Bogu. To je Jonatan. Jaz bom še in s tem bom potem tudi zaključil, zato da bojo naši poslušalci lahko z nami ali polemizirali ali karkoli. Pač mislijo, namreč ta negotovost namreč ni za odmet.
Kajti, če bi bilo recimo v zadnjih 15 letih malo več negotovosti, bi bilo malo manj hrabrosti pri delanju zla oziroma reči, ki so se neposredno izkazale kot zle oziroma so jih ljudje, ki so jih skreirali in so bili hrabri v temu, vedeli, da so zle že takrat. Ampak bila samozavest neskončno prisotna, ne, tako kot tam piše v Svetem pismu, ne, o tistem egu, ne, do neba ga imaš, ne, in tako naprej. In to pogledno, recimo, je čitanje Bartha, ali pa tudi še kakšnih drugih, verjetno je kar pomenljivo, da človek nima, tako kot se v mojem narečju reče, repa previsoko gor. Močne besede. Spoštovanima gostoma se že do zdaj lepo zahvaljujem. Hkrati pa poslušalstvo vabim, da pridoda še svoja vprašanja ali pa misli. Izvolite. Ja, preprosto tako, če bi bili ljudje manj samozavestni, bi verjetno v nekem trenutku nekoliko bolj pazili, kako ravnajo z vsemi stvarmi, kar se je dogajalo. Recimo, če bi bili manj samozavestni, ne bi bili tako hitri pri izvedenih bančnih instrumentih. Če bi bili manj hitri pri izvedenih bančnih instrumentih, ne bi bilo Fini Mac, ali kako je že bilo, ne bi bilo Goldman Sachsa, Bear Stearnsa in tako naprej. In verjetno marsičesa, kar mi zdaj lepo počasi dobivamo vsa ta leta na krožnik, tudi ne bi bilo. Človek verjetno ni modro, če je neskončno hraber. Hraber že mora biti, Trubar je bil tudi silno hraber, celo včasih trdobučen, če smo čisti, šel kakšen bojni oven čez kakšne stvari. Ampak če je pa čist prehraber, v tem primeru mu nujno mora umreti občutek za to, da je odgovoren ljudem okrog sebe, kaj počne. In to se je v zadnjih 15 letih ne zgubilo samo v bančnem sektorju, zgubilo se je v političnem sektorju, zgubilo se je v celem produkcijskem sektorju, ki nam faktično zajeda samo eksistenco tega planeta. Najbolj bizarno je, da z novim ameriškim predsednikom, ki je vendarle, ki predseduje mogočni deželi, ki je taka, kot je posledica luteranskih cerkva, reformacije in tako naprej, da pride in ugotovi, no sej ta ekologija, pa tale podnebna sprememba, pa to pa že ja ni nič, ne. To so resne stvari. Človek ne bi smel biti tako prehraber, zaradi tega, ker on je lahko 4 leta, ali pa nekdo, ki ima tako strahotno moč v rokah, je lahko 4 leta tako hraber, ampak neposredne posledice bomo pa vsi zakasirali. To nima nič in to je treba tudi razmišljati. V nekem trenutku bojo te posledice tolikšne, da ne bojo več obvladljive. Uniki recimo spremlja predikcije Svetovne banke. Svetovna banka zdaj uči ljudi, bo dala ne vem koliko milijonov letno za edukacijo, kako se prilagoditi prihajajočim spremembam. Ne? Ampak kje je koren? Ne v tem, da ti recimo imaš avto, ki je ekoterorist. Ne, preprosto v tem, da se odločiš, oziroma da imaš v nekem trenutku možnost se odločiti tako ali pa drugače. To je to. Moj pogled je seveda to, ne lahko. Ne dajem generalizacije, za to lepo prosim. Hvala lepa. Še kakšen odmev? Izvolite, gospod profesor. Jaz sem se minulo poletje ukvarjal zelo močno z Lutrom. In sicer s Lutrovimi spisi, ki se ukvarjajo, ki govorijo o gospodarskih vprašanjih in o dobičkarstvu in tako dalje. Potem je najobsežnejši spis iz leta 1540. To je neka
opozorilo na opomin termalnost pravi Luther Farerjem, kako da naj pridigajo zopet dobičkarstvo. In tu noter seveda je celotno tako boš opomin, kako se ljudje, torej pridigarji, ljudje, ki predstavljajo vendarle ta bolj razgledani, bolj poznavajoči del univerzalnega duhovništva, kako ne oni vendarle se soočajo s svetom, v katerem živijo. In noter seveda sem naletel tudi na eno precej grdo napako slovenskega standardnega prevoda, sicer iz drugega pisma Timoteju. V drugem pismu Timoteju beremo v standardnem prevodu, da se ljudje tam odvračajo od zdravega Kristusovega nauka. Pri Lutru je pravilen prevod heilsam, to se pravi zdravilen, ki tudi ustreza grškemu hygieneuze, diaskalija. Skratka, poudarek, ki ga Luther daje, je to, Farerji, držite se te zdravilnosti, opozarjajte na to zdravilnost Kristusova nauka. Ne na to, da je ta zdrav, ampak da je zdravilen. Če se odpoveste te zdravilnosti, skratka, niste povedali tistega, kar je treba povedati. Tako da so ti takine drobni podatki, do katerih človek pride, so po mojem izredno pomembni. Matjaž, tukaj mislim, da je prav, da začneš ti zaradi dveh razlogov, že zaradi tega, ker si sodeloval pri SSP-ju, standardnem slovenskem prevodu, in pa zaradi tega, ker si avtor spremne besede k delu Daniela Bela Ekonomija želje. Aha, dobro, najprej glede standardnega prevoda, ja, tukaj bi bilo za pogled, kako je s tem, se strinjam. Težava je pri teh, prvič, prevod je vedno nedokončano delo. Ne. Nikoli ga ne moreš perfekcionirati. Svojega redaktorja, v tem primeru 4-kratnega doktorja, za tega vsi. Ne, ampak sem v bistvu se zahvaljujem za pripombo, ker mi na Svetopisanski družbi zbiramo to vrstne pripombe in jih ob priliki jih tudi redakcijsko pregledamo, oziroma bo prilika, da se naslovi take stvari. Problem je s takimi frazami res, kot zdrav nauk je v slovenščini nek ustaljen idiom, tako se sliši saj, ne. In tukaj se res zelo hitro izgubi moč grškega izvirnika od zadaj, ne. Sploh, če je res deležnik od zadaj, potem bi se strinjal, tako na pamet, seveda treba bi bilo pogledati odlomka, ampak bi se strinjal, da verjetno je bogatstvo izvirnika večje tukaj, ne, in da gre širše gledano, gotovo je evangelij nekaj, kar ozdravlja, ne, ker zato gre tukaj pri Pavlu, ne, to je ta nauk, to ni neka dogma, ampak tukaj gre pravzaprav za to Božjo besedo, o kateri smo danes govorili, in to je nekaj, kar ozdravlja človeško srce najprej, ampak ne samo srce posameznika, ozdravlja tudi človeško družbo. Ker človek v Bibliji seveda ni samostojno bitje, individuum, kakor je v današnji potrošniški družbi, ampak je človek vedno postavljen in v odnos z Bogom in v odnos, se pravi v odnos jaz ti v vertikalnem in jaz ti v horizontalnem. Se pravi, človek je bistveno bitje skupnosti, a ne? Bog sam se razodeva kot skupnost. Se pravi, evangelij gotovo zdravi to in recimo izkoriščanje, že dajanje denarja na obresti, seveda je v bibličnem svetu greh in to hud greh. Ne. Tako da tukaj se sam strinjam. No, okay, tukaj bom neposredno, recimo je tista pasaža, ne, o srebroljubju,
kateremu vdani so nekateri zabredli od vere in se presunili z mnogimi bolečinami. To je iz pastoralnih pisem isto. Tako, če narediš hermenevtiko tega teksta, vidiš, da v bistvu te bolečine pisec razume kot bolezen nekoga, ki je zabredel od prave vere in evangelij oziroma Božja beseda to zdravi. Tako. To je ta opozicija na eni strani. Padec proč je bolezen. Neko to vrsto. No, zdaj pa če v drugem delu odgovora glede Daniela Bela je pa pravzaprav tako, po mojem je na mestu, da vse zainteresirane povabim prihodnji teden v sredo ob 19. v Trubarjevo hišo literature, kjer bom imel predstavitev te knjige. To je knjiga, ki je izšla januarja letos in naslavlja to problematiko in naslavljajo tudi prav iz tega. Daniel Bell je protestantski avtor, ki pa piše zelo tako, bi rekel danes ekumensko širino, upošteva dejansko cerkvene pisce iz vseh krščanskih tradicij, sodobne in pretekle, tudi cerkvene očete in tako naprej. Tukaj on naslovi ta problem, po mojem, zelo ustrezno s tem, da se osredotoči na problem človeškove želje. Se pravi, na tisto mogoče najbolj notranjo silo, ki nekoliko, bi rekel, mogoče nezavedno žene in hkrati formira človeka, in njegovo osebnost in potem tudi njegovo socialnost in političnost seveda, ki potem gradi družbo na določen način. Bell analizira tako imenovanega homo economicusa, se pravi človeka, ki ga dejansko oblikuje sodobna potrošniška kapitalistična družba in seveda temu nasproti postavil antropologijo krščanskega odrešenega človeka, tega, ki ga seveda tudi Barth prepoznava v človeku, ki se odpre v tej ponižnosti, v tej krhkosti, ki se zave te temeljne negotovosti, v kateri je kot ustvarjeno bitje, in se odpre temu svobodnemu Bogu, ki je tudi v tej čudni krhkosti vstopu k človeku, krhkosti križa, krhkosti smrti, krhkosti trpljenja, kjer je pa odločilno dejansko preseku ta krožni tok navzdol in posameznikov in človeške družbe kot celote, ki ga danes spremljamo, recimo ta kaos finančnih tokov in potem političnih in vojaških intervencij, ki se zdi, da gre navzdol. Ampak tukaj ravno tako, Barth je tudi to opazoval, je rekel, Božje kraljestvo in Božji evangelij ostaja razlog za optimizem, kljub vsemu temu. Hvala lepa, Matjaž. Žiga? Bom kar narezal na to vprašanje, da se v resnici več čas ukvarjamo z nekim konceptom skromnosti, ki je v bistvu bistvo, kar se tiče verovanja, in potem na bistvenih, čemu ste rekli, zdravilnih učinkov. Pa bi vprašali, mogoče tako, danes v resnici v tem svetu nam manjka krhkosti v teh dogovorov, manjka nam tega občutka, da se vse lahko praktično čez noč podre. In to je tudi tisto, kar je mogoče na nek način več čas gonilo verovanje samo, na nek način pa tudi zmanjšalo človekovo samozavest, za katero ste rekel, že prej, da je marsikaj slabega tudi naredila, ne samo v zadnjih letih. A je možno najti v svetu, kjer v resnici se naši otroci rodijo v vato, praktično, če dober starši ne privošči ene slabe stvari, kar pa ima nas na nek način dolgoročne tudi posledice, ne samo dobre. A je mogoče vrniti skromnost v svetu, ker je to zelo, ne rekel nasprotje od krhkega, ker je to zelo zavito vato, na tem če reče. Ja, to je vsekakor, tako da rečem, s tem greš proti toku. Mislim, da vsekakor je možno, ampak seveda, če hočeš, moraš iti v nasprotno smer in se moraš zavedati tudi cene, ki jo boš plačal. Dejansko, mislim, v redu, teologija Karla Bartha je eno orodje. Spomnil sem se na en stavek v enem od filmov od Tarkovskega, mislim, da je Stalker, ki takole rečejo, mislim, da Stalker razlaga in reče takole, ko se človek rodi, je mehek in tak in šibek in pred njim je življenje.
Ker je človek star, ne, je trd in rigiden in pred njim je smrt. Ne. Se pravi, ne, tle se mi zdi, s tem je lepo tako ubeseden ta pozicija, ki dejansko, kaj je pozicija, ki daje življenje, ki je odprta za življenje in kaj je pozicija, ki je odprta za smrt. Ne. In to tukaj se mi zdi spet globoko krščanski uvid v ozadju. Jonatan. In še ena stvar. Ne? Mi smo navajeni družbe, kjer nas vsi silno količino vsakdanjih dražljajev napadajo. Od jutra do poznega večera. No, za kakšne stvari je včasih treba preprosto brati, najprej na analognih materialih, to se pravi ne na tablicah, ne na računalnikih. To se pravi brati materialno knjigo AD1. Druga stvar, in to ima zveze deloma s prihajajočim velikonočnim časom, ampak tudi generalno. V zvezi s tisto temo, ki sem prej govoril, samozavestjo, ne, je ena čudovita prilika, ki jo Kristus pove v evangeliju, in sicer govori o možu, ki je trgoval in si je nakopičil silno bogatstvo za mnogo let in pravi duša, veseli se, blaga imaš za mnogo let. In potem umrje. Ali pa nek drug stavek je, ki pravi mi vedno rečemo, zdaj bomo to storili, pa bomo trgovali, pa bomo to, pa pa tret, pa deset. Ne veš, če še jutri boš. In to bi se mogel človek zavedati. Glede na to, in to bi morali ljudem priti do pamet, ni tako zelo samoumevno, da jutri še bomo. Kajti, recimo, naša družba je sicer zelo dobro nahranjena, zelo dobro urejena, še vedno, da nas ne zadene ob vsaki ujmi kakšna grozna reč, toda je tudi družba starajoča se, bolna in tako naprej. Ne? Nikoli ne vemo, kaj nas jutri čaka. In zato je preprosto verjetno neka modrost, da človek kdaj preprosto prebere kaj iz Svetega pisma. Zato, ker so preprosto noter ene modrosti, ki so pa res take, da človeku sapo zapro, ne glede na to, kako brihtanje, koliko učenje, koliko ima moči v svetu takem ali drugačnem. Zaradi tega, ker ene stvari se pač v tem univerzumu ne spremenijo, kot tista v Svetem pismu. Ni ničesar v kraju, kamor greš. To bi se mogli pač ljudje zavedati, ne glede na to, kako imajo občutka tega ali onega. In zdaj pa včasih prebrati kakšno vrstico Svetega pisma, to absolutno ni ne za tako ali drugače verujočega in ne za nevernega sploh ne neumno, pač pa mislim modro, iz preprostega razloga. Zato so noter velike modrosti. To je nekaj, te velike modrosti, je celo nekaj, s čimer se začenja slovenska književnost. Kajti prvi brižinski spomenik se začne s pasažo. Glagolite po nas redka slovesa. Redka slovesa oziroma nekaj besed je slovenski prevod pauka verba. To je v bistvu transformacija ene latinske misli, pauka verba magna misterija. In to je tisto, kar je v Svetem pismu. Malo besed izrečenih, ampak globoka in tehtna vsebina. Zato bi bilo treba kdaj verjetno si preprosto vzeti čas, pa prebrati kaj iz Novega testamenta, pa tudi kaj, recimo iz Pridigarja, pa tako naprej. Tam so take stvari, ki človeka včasih mu dajo malo miselne provokacije, zato da ne misli glih, da je na koncu civilizacije najbolj moder, najbolj učen in tako tisto, kar si ponavadi itak mi tako naduto mislimo, ne, Bog pomaga. Ja, izvoli. Ja, sam se absolutno strinjam, ne, saj zdaj spet, če gremo na to središčno temo Božje besede in Karla Bartha, lahko bi točno tako povzeli, ne, da Barth je ravno to uvidel zelo jasno, ne, da prav Božja beseda prihaja k nam kot tista beseda, ki nas omeji, ampak s tem osvobodi. Ne, ki nam dejansko, ki nas postavi v ta položaj in to dejansko z eno močjo, ki si jo težko razložimo, intelektualno ali pa eksegetsko, pač ima to sporočilo, ima moč, da nas dejansko postavi v to šibko situacijo, ki je pa hkrati skrajno svobodna. Ne, to je moč, to je ravno moč Božje besede. Ne. Hvala lepa. Obema avtorji. Ja, izvolite. Mogoče bi samo dal tam, da se mi zdi, da je največji izziv za človeka, da je offline. Se pravi, da ni več dosegljiv, da
postali nek filter, ali pa v bistvu se mi zdi, da je zdaj zadnje čase res trend, ko se ljudje, tudi tisti, ki so menedžerji, za nekaj časa odpravijo v kraje, kjer niso dosegljivi. In kjer se res potem lahko posvetijo primarnim stvarem, ki so pomembne za življenje. Se pravi, da vzamemo knjigo, če sveto pismo roke, pa da prebiramo. Na drugi strani je bilo to, kar je bilo povedano, ta množica informacij nas na drugi strani tudi izolira. Mi več imamo nekih pravih medsebojnih odnosov. Tudi mladi, ko se zbirajo, sedijo v kavarni, vsak ima svoj daček, vsak ima svoj telefon, se ne pogovarjajo, prste. In v bistvu to, mogoče bomo malo navezal, ker to je ekstrem, malo na Bonhoefferja. Se pravi, mi se v bistvu preveč nekritično predamo temu plazu informacij in se ne osredotočamo na tisto, kar je za nas pomembno. Se pravi, gledano z bibličnega stališča, vsak človek ima nek pomen, se pravi, Bog je ustvaril za nekim namenom in ta namen za nekim poslanstvom naj bi v tem svetu uresničeval. Tega v bistvu ta namen, to naše poslanstvo v množici teh informacij, ki jih dobivamo, izgubimo. Če se ne vračamo vedno nazaj k temu, da beremo svetu pismo, da se osredotočimo na tisto, kar je najpomembnejše. In na drugi strani to, kar potem spoznamo, moramo tudi zagovarjati. Naprimer, Bonhoeffer je bil en tak človek, teolog, ki je v času nacizma izhajal iz svetopisemskega načela in to svoje načelo tudi zagovarjal in bil izredno kritičen do drugih medijskih, informacij in zaradi te svoje kritičnosti potem tudi bil seveda izpostavljen, bil pač postavljen na stranske cilje in tako naprej. Ampak pomembno je, da to spoznanje potem delimo z drugimi in da ga potem resnično tudi zagovarjamo. Ker v bistvu vse te osebe, ki ste zdaj našteli, od Lutra, Trubarja, Barta, Bonhoefferja, so bili taki ljudje. Ki so to svoje spoznanje potem tudi iskreno zagovarjali in za tem stali, ne glede na posledice, ki so sledile temu, ali pa ki bi lahko sledile temu. Tako da se mi zdi, da se nam je malo ta ponos ali pa ta hrbtenica, da stojimo proti nekemu trendu, ki je globalen ali pa v naši družbi izgubila. Da se moramo vrniti nazaj na to, da smo, pač, če bo zdaj rekli nacionalni Slovenci, ki imamo svojo zgodovino, ki želimo biti narod, ki bo živel v miru, ki se bo med sebojno spoštoval, kajti tu tudi imamo probleme. In če to želimo, se moramo vrniti nazaj na naše medsebojne odnose. Medsebojne odnose pa nam lahko pomaga izgrajevati in utrjevati Božje besede, ker Božje besede je tiste, ki človeka spreminja. Pravi spreminja, bomo rekel, sebičnega, če sovražno nastrojenega, v ljubečega, v tistega, ki ljubi. In to se mi zdi za današnjo družbo in pa za današnji svet pomembno. Najlepša hvala, gospod Novak, za vaše misli. Zelo prijeten razgovor je, vendar ura neusmiljeno teče. Tako da spoštovane goste in spoštovano publiko vabim, da pokremljamo še nekaj v neformalnem pogovoru. Hkrati pa vas obveščam, da bo danes, Jonatan? Zdajle čez 40 minut. Ja? V Sazuju naslednji dogodek. Tako je. Lahko dve besedi, prosim, še o tem poveš? Ja, in sicer Goethejev inštitut in ZRC Sazuj pod vodstvom, v tem primeru ta dogodek organizira moj kolega, gospod profesor dr. Kozma Ahačič, ki bo imel tudi uvodni referat danes. Pogovor bo moderiral novinar Igor Bergant, tam bomo pa izpraševani profesor Marko Kerševan, profesor Georg Lemlin, teolog, ki je prišel z nemškega, in pa govoreči. Ne vem, kaj so mi pripravili, ampak približno tako kot vroči stol. Veste, kaj nas čaka. Najlepša hvala. Lepo vabim, če imate še energije za tisto, lepo vabljeni v atrij ZRC-ja. Najlepša hvala obema gostoma. Zelo sem vesel, da sta se odzvala v vabilu naše knjižnice. Hvala lepa za povabilo. Hvala.